SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-evem podcastu o aktualni temi. Le še nekaj tednov nas loči do ameriških volitev, kjer je zaenkrat, vsaj tako izgleda, še vse odprto. In ko se odloča o tem, kdo bo vodil prvo velesilo sveta, je seveda to tema, ki vpliva ne zgolj na Američane in na njihovo življenje, ampak tudi na ves svet. Torej tudi na Slovenijo, Evropsko unijo in dogajanja na vojnih območjih, od Ukrajine pa zdaj vidimo seveda tudi Bližnjega vzhoda. Zato smo v studio danes povabili 3 dobre sogovornike, vsak iz svojega področja, dolgo časa vpet v življenje v Ameriki, v ameriško politiko in pa poznavanje ameriške družbe. Pa če začnemo kar pri vas, gospod Ferfila, in lep pozdrav. Profesor, popotnik, velik strokovnjak na področju dogajanja okoli nas. Gospod Verovšek, en lep pozdrav. Vi ste predavatelj zdaj na Nizozemskem, ampak dolga leta ste študirali, živeli v Ameriki, zdaj ste pa malo v Evropi, a ne? Ja. In pa dopisnik, 14 let v Ameriki, tudi drugače pa dolgoletni novinar, Radio Televizija Slovenija, Uroš Lipovšček, tudi en lep pozdrav. Hvala. Ja, saj ne vem, kje začnemo. Začnemo, da kdo že upa od vas 3 napovedati, kdo bo zmagovalec volitev? To so velike stave zdaj. Tega dobu. Ja, pa morda pri vas, gospod Ferfila. Če se je še, ne vem, nekaj mesecev nazaj zdelo, da bo to bitka Bidena pa Trumpa in da bo Biden kar gladko izgubil, ne, čeprav sam ni videl tega poraza, se je potem z vstopom Kamale Harris vendarle vse spremenilo. Kaj je ona prinesla? Ne? Vsi rečejo neko novo energijo, to neko moč. V trenutku so zbrali milijardo dolarjev, to je bil res velik odziv demokratov, ne? To je bila taka velika akcija, ampak zdaj, ko tečejo tedni, se pa zdi, da tudi Kamala Harris vendarle izgublja ta začetni zagon. In smo znova spet na neki pad poziciji. Ja, točno. Kamala Harris je imela 3 takšne skoke. Prvi skok je bil seveda, ko je zamenjala Bidena in takrat je njena popularnost narasla. Drugi skok je bil od demokratske konvencije, kjer je imela obširno pokritje ameriških medijev in je spet njena priljubljenost porasla. Potem tretji, sicer malce manjši, ni bil tako opazen, je bilo po debati s Trumpom. Sedaj pa je, bi rekel, ta njena prednost izpuhtela in jaz bi rekel, da v teh javnomnenjskih anketah Kamala Harris morda malce vodi pred Trumpom. Vendar te javnomnenjske ankete v bistvu niso tako pomembne. Bistvo je, kakšna je situacija v tistih 7 tako imenovanih nihajočih državah, ki bodo odločile volitve, in v teh državah pa verjetno ima Trump večjo prednost kot ona, res pa je ta prednost majhna. Ko ste živeli v Ameriki, a vas lahko tako vprašam, koliko oziroma kako pomembne so za Američane te volitve? Ves čas se pripravljajo že praktično od tega, ko nekdo zmaga, se že začne nova bitka in tudi tokrat se je zdelo tako. Ne? Trump je izgubil, vemo, kaj se je zgodilo po volitvah, ampak on je bil v novi bitki praktično takoj. Ali Američani sploh od, ne vem, zadnjih 20 let se sploh odpočijajo od tega, kaj jim pravzaprav ponujajo, in pod vprašanje pa vendarle na koncu vidimo, da je vse predvidljivo. Imajo, dobro, zdaj je prišla Kamala Harris, ampak 2 kandidata med celotnim narodom, ne? Ja, mislim, to se mi zdi nedvomno zdaj res, da včasih so v Ameriki govorili o teh volilnih ciklih. In zdaj res tega cikla v bistvu sploh več niti ni, oziroma se nikoli ne konča. En cikl se takoj prelije v novega in to je tudi vodilo do nekega prenasičenja politike. Veliko ljudi je enostavno rekel, jaz se s tem ne morem več ukvarjati, preveč je bilo tega in dejansko pač mi ni več do tega, da skozi spremljajo, kaj je zdaj najnovejši škandal, najnovejša stvar, ki jo je Donald Trump rekel. In to se mi zdi, da tudi njemu malo pomaga, ko on veliko ima takih izjav, ki bi, če bi bil on kakšen drug kandidat, ki ne bi skozi take izjave delal, bi to bilo takoj velik škandal, zdaj pa to vsakodnevno zadeva in ljudje so se kar malo na to prevadili. Drugi problem tega nikoli končanega ciklusa je pa tudi to, da se je zaradi tega, ker predsedniške volitve toliko pozornosti pridobijo, da enostavno se je v zadnjih 20 letih v Ameriki celotna politika zelo federalizirala ali nacionalizirala. Včasih smo res videli, da so imele določene države, da so bili določeni demokrati, ki so lahko
uspeli v zelo rdečih republikanskih državah in obratno, ker so poznali ljudi, ker so bili v stiku tam s kulturo. Zdaj pa vidimo, da zberi več in več volivcev, ko stopijo v volilno kabinco, enostavno volijo samo demokrate ali samo republikance. Ne zbirajo tistega kandidata, ki jim je všeč, kakšnega republikanca, kakšnega demokrata na lokalni ravni, mogoče drugače kot na nacionalni. Zmeri več ljudi voli celotno listo, enostavno obkljukajo tisti en kljuk na začetku, demokrate ali republikance, in to je to. In to se mi zdi tudi vodilo do tega, da je tudi zmeri nekako manj teh ključnih debat, ker so ključne debate so samo tiste, ki se dogajajo v Washingtonu. Zmeri manj pomembne so te lokalne debate, ali na državni ravni, ali tudi na občinski ravni. In tudi vidimo, zaradi tega se je tudi zmeri bolj, so se politizirale šole in zdaj vsi za svoje šolske komisarje glasujejo za republikanci, demokrate, ker so bilo to včasih nestrankarske pozicije. In to se mi zdi, tudi še dodatno vodi do tega, da je enostavno prenasičenje te politične debate in ljudje jih več ne zanima, kaj je Trump govoril, kakšne bodo posledice, kako bo od vojsko poklical, to ljudje preslišajo, ker so rekli enostavno, jaz se ne morem več s tem ukvarjati. In to se mi zdi tudi na koncu koncev zelo slabo za demokracijo. Ena izmed zanimivih stvari, tudi gospod Ferfila je omenil, tretji tak majhen skokec je bil, ko sta se Kamala pa Trump vendarle soočila enkrat na soočenju. Včasih je veljalo, sploh tisto prvo soočenje, ko je Kennedy zmagal, ker je bil pač napudran, in je takrat pokazal, da je nek mlad človek, da to lahko vendarle prevesi odločitev volivk in volivcev. Zdaj pa najprej samo eno soočenje, dobro, pustimo zdaj tistega Biden-Trumpa, ki je bil praktično nepomemben na koncu, ker je Biden odstopil, ampak kako to, da so tudi mediji izgubili to bitko pri odločanju volivcev, da praktično ne igrajo več tako pomembne vloge? No, seveda, mediji so uradni mediji korporativni, to je eno, vesolje v Ameriki, drugo stvar so alternativni mediji in tukaj so postali z širjenjem interneta bistveno bolj pomembni, tako da se ni več to, kaj se zgodi samo na debati, da bi to odločalo. Recimo, spomnim se, ko sem bil dopisnik, kako je zmagal Reagan, on je rekel, where's the beef? Kje je vsebina? In to je bilo nekaj nepomljivega, da recimo to se je lahko sicer naučil, ampak je v pravem trenutku to izrekel in evo, je v veliki meri na osnovi tega dobil volitve. Jaz mislim, da se tudi na osnovi tega, kar se dogaja v medijih, danes ne more napovedati, kaj se bo zgodilo z predsedniškimi volitvami, kakšni bodo rezultati. Mislim, da je velika verjetnost, da se bo zgodilo nekaj nepričakovanega. Recimo, kakšen bo odnos javnosti, kako bodo prikazali zelo verjeten napad, ameriško-izraelski napad na Iran. To lahko ima velike posledice, predvsem pa mislim nekaj. Zadnje volitve v Ameriki so pokazale, da Trumpovi pristaši niso neki konvencionalni ljudje in jih ankete ne zaznajo. In jaz mislim, da ima Trumpo ankete podcenjujejo in da ima on več pristašev, kot kažejo ankete. Tako da mislim, da se je v zadnjem času bistveno povečal apel oziroma vpliv Trumpa in da če bo Trump tako nadaljeval, če ne bo naredil kakšne neumnosti, ker on izleti, on kar nekaj se tudi izmisli in tako naprej, in če ne bo se mu to zgodil, mislim, da ima velike prednosti na svoji strani. Zakaj? Jaz mislim, da je tudi nekaj. Kamala Harris je nepoznan dejavnik. Ona do se ni bila sploh praktično opažena v javnosti, ona je tudi zdaj prisega na nadaljevanje Bidenove politike, to pomeni, to bo isto. Medtem ko pa Trump je pa zdaj že nekajkrat dejal, da on je bil predsednik, javnost ga pozna, kakšen je bil, je nepredvidljiv, vendar kaj je rekel? Rekel je, vsi tisti sodelavci, to so te neokoni, ki so bili intervencionisti, John Bolton in tako naprej, ki so
niso spoštovali njegovih ukrepov, on je predlagal umik iz Sirije, on je predlagal, se je zavzemal za umik iz Afganistana in tako naprej in oni so ga praktično, ga niso spoštovali, so ga prinašali okrog, je rekel, nobenega od teh ljudi ne bom več povabil v svojo administracijo. To pomeni, da on kljub vsemu temu, ker velja za nepredvidljivega kandidata, to je absolutno res, ampak je začel v zadnji fazi kampanje poudarjati svoje izkušnje in predvidljivost. To pomeni, ne bom začel neke svetovne vojne, jaz bom pomiril, nobene vojne nisem začel, je pa res, da tudi nobene vojne ni končal. Tako da jaz mislim, da v tem trenutku so njegove delnice bistveno više, kot so delnice od Kamale Harris. Zanimivo je bilo, ko sem prebral, kaj je dejal papež Frančišek. Ne, da je zdaj to pomembno, pa vendarle on je dejal, da sta praktično to dve izbiri, ki sta obe slabi. Pa če nadaljujem, v Sloveniji je na obisku nekdanji ameriški veleposlanik Musomeli, ki je tudi dejal, da oba v resnici prinašata isto pot Amerike, samo drugače se reče. Nekje bomo pomagali, druge posredovali, ampak oboje je to pot vojne. A sta si Trump pa Kamala Harris v resnici tako različna, kot mi tukaj v Evropi verjamemo ali pa upamo? No, na področju zunanje politike so verjetno razlike manjše, na področju notranje politike so razlike. Ne? A veste, Kamala Harris, tudi če gledamo na primer njeno delovanje v kongresu, morda je tudi to eden od razlogov, da je Trump, jaz bi rekel, malenkost v vodstvu. Res, da se povečuje število republikanskih volivcev, da se več jih registrira republikansko stranko, ampak stvar ni odločena. Ne? Vendar dejstvo je, da Kamala Harris se zavzema, torej je že v kongresu, njene volilne izbire so bile zelo leve. Je bila dosti na levem polu in tudi to je eden od razlogov, da se morda Američani vseeno bojijo malce njenih preveč levih politik. Kaj v Ameriki levo? No, levo. Ona se na primer zavzema za totalno podržavljanje zdravstvenega varstva. Potem podelitev volilne pravice kaznencem. Potem reproduktivne pravice žensk. Tudi tu je šel Trump nazaj, ne pa Melania je potem se ampak tudi Trump je šel tukaj nazaj. Tako da Trump, na primer, je tudi spremenil deloma volilna kampanja, sedaj izrecno poudarja red in varnost. Ne. In na primer, izbira Volca. Volc, na primer, v redu, on je, na primer, ena od njegovih politik je bila, da je namestil tampone v moška stranišča. Lahko bi kaj pametnejšega tudi naredil. Hočem reči, jaz mislim, da je malce strahu pred tem, da bi Kamala Harris vseeno zapeljala Ameriko preveč v levo. Medtem ko na mednarodnem prizorišču Amerika pač, veste, glavni pravzaprav, jaz mislim, da glavno dogajanje na mednarodnem prizorišču je sedaj hladna vojna med Kitajsko in Ameriko. Ne? In veliko, in vojne, in delovanje posamezne, morda je bila nepričakovan obisk šefa CIA v Sloveniji prejšnji teden, je bil zelo skrivnosten. Morda je bil razlog tudi to, da bi Slovenija morda v tej rusko-ukrajinski vojni šla morda malce bliže Rusiji, ne toliko kot Ukrajini. Ne. Vendar na mednarodnem področju pravim, tu nekih velikih razlik ni. Kaj misliš, da je on predlagal, da bi Slovenija malo bolj postala malo proruska? Ne. On je prišel upozoriti, da ne bi slučajno se to zgodilo. Je pa treba nekaj vedeti. Ne? Zato smo ukinili Lomonosovo oddelek v Kopru, da je to eno od rezultatov. To je pozdravil, to je sigurno pozdravil. Ampak naprimer, je treba vedeti, da je šef CIA izredno pomemben v ameriškem političnem sistemu. Šef CIA, on sedaj vodi pogajanja med Izraelom in Palestinci. Jaz gledam, na primer, to zanimivo dogajanje, zlasti glede Nemčije. Ne? Ko se Nemčija kakšenkrat ne strinja z ameriško vlogo, če to je zelo redko. Ne? Dobro, Francozi so nekje še najbolj neodvisni. Ne? Ampak ko se Nemčija ne strinja, kaj se zgodi? Šef CIA pride na obisk v Berlin.
se dobita s Scholzem, potem naslednji korak je Scholz gre v Washington, ko pride nazaj, se z vsem strinja. Sam moram pa reči, da je to anomalija v ameriški politiki, ki se je zdaj pojavila, ker včasih je Ni bilo tako. Absolutno. Zakaj? Zato, ker je postal šef CIA, je postal v bistvu alternativni državni sekretar. Sedanji državni sekretar je praktično enosmerna ulica, praktično, in pošilja ga predsednik Biden, šefa CIA, na neke operacije, ki bi jih moral izvesti državni sekretar. In jaz mislim, da je to kaže na eno zelo negativno plat. Zakaj? Da so obveščevalne službe v Ameriki preveč močne in da se vpletajo v stvari, kjer se ne bi smele. Res je, Burns je bil veleposlanik v Moskvi, eden najbolj vplivnih diplomatov bivših ameriških, ampak zdaj je na funkciji šefa CIA in CIA ve se, kakšno je njeno v skladu z ameriško zakonodajo njeno poslanstvo, in zdaj on opravlja neko državniško funkcijo, kar absolutno jaz mislim, da to ni v redu. In drugič, vse, kamor zdaj on hodi, potem so to razne špekulacije, kaj je rekel v Ljubljani, kaj je rekel na Poljskem, kaj je rekel ne vem kje drugot, in mislim, da to povzroča v mednarodnih odnosih tudi neko nejasnost, ker se ne ve več točno, kdo vlada v Ameriki, ali Biden še vlada, ali je državni sekretar skupaj s svetovalcem za nacionalno varnost Sullivan on tisti, ki odloča politiko, ker pravijo, da Biden samo še podpisuje, ali je začela CIA skupaj z ne vem kolikimi 17 obveščevalnimi službami, ki jih imajo, začela se vpletati v politiko, v stvari, ki ji po ustavi in zakonodaji ne sodijo. In jaz mislim, da je to ena velikih dilem, ki jih bo Amerika v naslednjem obdobju morala rešiti. To pomeni, Amerika mora postati spet družba, ki deluje v skladu z političnim sistemom, ne pa da je vojaško-obveščevalni vojaški kompleks začel voditi ameriško politiko. A je to tema v Ameriki sploh, to, kar zdaj mi govorimo? Ker vem, da tudi sam sem bil v Ameriki, pa so nam razlagali, kaj je tam pomembno za volitve. Tudi zdaj, ko gledamo, katere so glavne teme, zunanja politika je v resnici zelo, zelo daleč stran. Ne? Tam je na prvem mestu zid, pa splav, morda malce gospodarstvo. Tako, ja. Mislim, veliko se govori ne prav o obveščevalnih službah toliko, kot predvsem Trump je izpostavil to idejo te globoke države, ne, deep state, in da se veliko odloča v ozadju, in to, kar je zdaj gospod Lipuščak opisal, to se mi zdi, da je tudi zelo povezano s tem, kar se je zgodilo pač po 11. septembru. Ne, in zdaj pač boj proti terorizmu, to, da je treba meje zaščititi, to je zdaj nekako postal tak globalni projekt, in države so klasično gledano, smo mi zmer mislili, da pač ena država se konča pri meji, druga država se začne in vsaka država skrbi za svojo varnost do svoje meje. Ampak po 11. septembru so v bistvu države ugotovile, da lahko dosti bolj zaščitijo svoje meje s tem, da sodelujejo s tisto drugo državo na drugi strani meje. In zdaj tudi vidimo recimo na južni ameriški meji, da so pridobili velikrat ameriški policisti, mejni policisti pristojnosti, da lahko grejo tudi v Mehiko in lahko prestopijo mejo in še zmeraj tam izvajajo ameriški zakon. In vidimo, da je tle zelo veliko te kooperativnosti, tudi med tajnimi službami seveda, ko iščejo islamiste, džihadiste. In to so nekako tudi, se mi zdi, večinoma taki projekti, ki ne samo, da imajo neko strinjanje čez cel politični prostor, ampak to so tudi politike, ki nekako laufajo, ne glede na to, kdo je tam, kje so špekulacije, kdo bo prišel, kako bo politiko spremenil, to nekako ostaja isto. In se mi ne zdi, da je to tudi pol, glede na ta kontekst, v katerem živimo po 11. septembru, nekako razumljivo, da so zdaj postali te šefi obveščevalnih služb tako nekako tudi kot, ne vem, te centralni bankerji, ki tudi sodelujejo med sabo nekako mimo politike ali ne politično, ker pač oni morajo svoje delo upravljati ne glede na to, kdo je predsednik, kdo je premier. Se mi zdi, da so zdaj tudi te ljudje dobili neko tako funkcijo. Če pa gremo nazaj na originalno vprašanje, bi pa tudi rekel, da se mi zdi, sigurno zunanja politika ni tista največja tema,
Je pa ključna tema predvsem to, kar se dogaja v Gazi, zaradi tega, ker predvsem recimo v Michiganu je velika manjšina arabskih Američanov, ki se mi zdi, da nimajo nobenih dvomov o tem, da bo Trump še večji podpornik Izraela, kot bi bila Kamala Harris, ampak ki so vseeno toliko razočarani z Bidenom in toliko razočarani s tem, da Amerika še zmeraj Izraelu pošilja orožje, da so enostavno rekli, da mi ne bomo glasovali za Harrisovo zaradi tega. In tle tudi tle lahko zunanja politika spremeni vse. Michigan je lahko tista ključna država, ki bo odločila o zmagovalcu, in če 70,000 arabskih Američanov ne voli za Harris zaradi tega, ker so z njo razočarani, oziroma zaradi tega, ker so razočarani predvsem z Bidenom in niso prepričani, da bo Kamala Harris drugače ravnala, je to lahko že se tam odloči. Za nas tukaj v Evropi se mi zdi, da so pa tudi velike spremembe, oziroma velike razlike med tema dvema kandidatoma pač za Evropo. Ne? Če pogledamo že, kaj se bo v Ukrajini dogajalo, Trump je že povedal, da bo v 24 urah končal to vojno, verjetno ne tako hitro, ampak če on pač zaustavi ameriško pomoč in vse, bo pač Zelenski in tudi Evropa nekako bodo prisiljeni sprejeti sporazum, ki bo Rusiji ne samo dala tiste 4 nove province znotraj Ukrajine, ampak ki bo potem čez par let, ko bo Putin svojo vojsko spet zgradil ponovno, bo pol vedel, da če še enkrat še kaj iz kjer države hoče vzeti, da bo lahko to naredil. Ne? In to se mi zdi, da tle bo velika razlika, pač kaj se bo tle zgodil. Tudi se mi zdi, da Izrael, Palestina, dokler je situacija že zdaj grozna, pod Trumpom bo verjetno še večja podpora Izraelu. In ne vem, če pač tukaj, kako se bo tam odvijalo, bo po mojem, on bo še bolj podpiral Netanjahuja in zdaj mogoče bo to vodilo do tega, da se premaga Iran in da se čisto spremeni politika Bližnjega vzhoda, ampak jaz ne verjamem v take optimistične scenarije. Lahko se tudi tam začne dolgoletna vojna. Torej se mi zdi, da tudi v zunanji politiki, tudi za nas Evropejce, bo velika razlika, kdo bo tukaj zmagal na teh volitvah. Ja, zato sem vprašal, ker ko spremljam ameriške medije, se mi zdi, da oni vendarle o tem ne govorijo toliko. Za Evropo je pa zelo pomembno, kakšne bodo naprimer spremembe, če bodo v administraciji. A mislite, da če zmaga Trump, dejansko lahko ustavi vojno med Rusijo in Ukrajino? No, jaz mislim, da je to možno, je pa vprašanje, kaj se bo zgodilo z kongresnimi volitvami. Veste, ker v Ameriki imate princip balansiranja oblasti, check and balances, in to pomeni, če je Trump zbran, pa da dobijo demokrati večino v obeh domovih kongresa, potem je njegova politika, recimo vis-a-vis Ukrajine, lahko blokirana. On sicer pravi, da bo prenehal pošiljati pomoč, kongres to prepreči, on da veto in potem oni z dvotretjinsko večino ta veto preglasuje. To pomeni, da predsednik nima takšne absolutne moči, kot zgleda to na zunaj. In problem je, ker v Amerika je postala, saj kar zadeva, bom rekel, zunanjo politiko, notranji politiki so določene razlike, ampak kar pa zunanjo politiko pa zadeva, je pa to postala enopartijska država. Poglejte, republikanci in demokrati, oni imajo glede Irana, glede Kitajske, glede širjanja NATO, glede Ukrajine, absolutno skoraj da je povsem enako stališče. To pomeni, da tukaj je prišlo do nekih sprememb in ki bodo vplivali, nekaj se bo nadaljevalo naprej. Ni rečen, Trump bo poskušal končati vojno, jaz se strinjam, samo ne bo na nek način končal tak, ker ne bo nobenemu ustrezal, ne Rusom, ne Ukrajincem, ne Evropi, ne vem kako. Bo pa naredil, zakaj? Ker Trumpova strategija že od začetka, Trump je začel nadaljeval politiko pivot, to je Asia, to pomeni politiko, ki jo je začel predsednik Obama, to pomeni vso pozornost usmeriti na Azijo, je on nadaljeval, uvedel vse te sankcije, zdaj Biden to samo nadaljuje in Trump bo, če zmaga, težišče spet postavil v Azijo, to pomeni naboj za poskus
obkrožanja Kitajske oziroma preprečitve njenega vzpona v svetu in to bo glavna stvar, to pomeni, on more končati vojno v Ukrajini. In še nekaj, pokazalo se je, da je vojna, to, kar se danes dogaja, da je Rusija postala glavni nasprotnik Evrope in Združenih držav Amerike, da je bila to ena od največjih napak, strateških napak ameriške zunanje politike. In tukaj se vidi, kako sta bila genialna 1972. leta predsednik Nixon in njegov državni sekretar Kissinger, ko sta na višku hladne vojne pridobila na svojo stran Kitajsko v soočenju s Sovjetsko zvezo, danes so pa oni vso to politiko, ki jo vodijo, so storili to, da sta postali Kitajska in Rusija, ki imata vrsto nerešenih vprašanj med sabo, tudi ozemeljskih in tako naprej, največji trdni zaveznici in govorijo o tem, da je to zavezništvo za večne čase. Brez to pomeni, in tukaj je največja ameriška napaka in jaz mislim, da bo poskušal Trump to spremeniti, to pomeni, končal bo vojno, verjetno bo celo pripravljen na določene odstope, da bo pogledal malo skozi prsto celo Rusom, zato da bi dobil Rusijo na svojo stran, da bi se potem spravil na Kitajsko. Mislim pa, da je to seveda račun brez krčmarja in da se na tem področju ne bo nič zgodilo, zato ker so že Rusi sami opozorili tudi Trumpa, da je to dolgoročen spor in da se to ne da rešiti v nekem trenutku in vse Rusi niso toliko neumni, da bi zdaj zaradi neke ponudbe strani recimo Trumpa žrtvovali neko zavezništvo s Kitajsko, zato ker konec koncev imajo najdaljšo mejo s Kitajsko, to sta dve državi avtoritarnega bolj tipa in jaz mislim, da to je zavezništvo, ki bo do konca tega stoletja dajalo ton mednarodnemu odnosu in tukaj je Evropa skupaj z Ameriko naredila največji strateški napako. No, tu je treba povedati to, da Evropa je zdaj zelo šibek partner. Zlasti v vojnih razmerah se pokaže, da Evropa pravzaprav nima svojega vodstva, ampak v celoti posluša Ameriko. Naprimer, jaz sem celo v Ameriki, jih medijih zasledil izjave, češ, Evropa sploh ni več partner, to je podružnica Amerike v svetu in moramo jo tako jemati. Ampak kar se tiče Ukrajine in Trumpa, se je treba povedati, da tukaj je Ukrajina se ni povezala z Ameriko, ampak Ukrajina se je povezala z demokratsko stranko. In demokratska stranka je dvakrat izrabila Ukrajino, da so napadli Trumpa. Prvič glede njegovega pijančevanja v Moskvi, še preko Hillary Clinton in drugič, ko je Trump spraševal Zelenskega, ki mu je pošiljal orožje, ko ga je spraševal, če mu lahko kaj pove o poslih Bidenovega sina Hunterja, ki je bila popolna korupcija. Spomnite se, tam je kroži posnetek, ko je Hunter svojim partnerjem rekel, no zdaj pa poslušajte mojega očka in Biden pravi, no sine, želim vam skleniti dobro kupčijo, torej popolno vplivanje na poslovne odločitve. No in ko je Trump hotel povprašati, kakšna je bila Hunterjeva vloga, torej sina Bidena v tej ukrajinski burismi, njegov partner, ki je bil tudi v burismi, je zaprt, medtem ko proti Trumpu so sprožili impeachment in seveda, če so ga dvakrat nasadili, Trump verjetno bo tudi zaradi nekega osebnega maščevanja, bi rekel, končal pomoč v Ukrajini. Seveda, jaz vseeno mislim, da tudi koliko poznam to rusko strategijo, da, a veste, glejte, Ukrajina, ko so jo Američani povabili v NATO, Ukrajina je že začela spreminjati ustavo, ki bi dovolila nameščanje jedrskih raket na ruski meji. To je tisto, kar si ti prej govoril, Uroš. Ja. Veste, to je popolna neumnost, ne moreš ti, to je isto, kot če bi postavili jedrske rakete na kanadsko, da bi Kitajci postavili jedrske rakete na kanadsko-ameriški meji, to je bilo popolno nepotrebno izzivanje in točno to. Zdaj imamo dve velesili, Kitajsko in Rusijo, ki sta sovražnici Evrope in seveda imamo vojno v Evropi, ki je
po pravici povedano neka nadomestna vojna ZDA proti Rusiji, ne? Podobno kot izkoriščajo Tajvan v smislu nadomestnega igralca, izkoriščajo Ukrajino. No, in zdaj bi pa še to Kitajsko upeljal. Kako pomembna je ta bitka proti Kitajcem v Ameriki za republikance, demokrate? Dejstvo je, ne, da Kitajska vendarle kaže, da bo prevzela ta primat v svetu. Marsikje je že močnejša, to je treba priznati. Afriška celina, na primer, je popolnoma pod nadzorom Kitajcev, surovine, čipi, tehnologija, delovna sila. Skratka, tu Kitajska marsikje že prehiteva Ameriko. Nihče si seveda ne želi tega spopada, ampak zdaj vidimo, ne, ves čas krožijo okoli Tajvana, najprej eni, potem drugi, obiski raznih senatorjev, kongresnikov na Tajvanu samo še podpihujejo vse skupaj. In tudi o tem je veliko govora med republikanci in demokrati, ne, kako v boj s Kitajsko. Ja, seveda. In tudi se mi zdi, da to je še ena točka, kjer nekako se načeloma demokrati in republikanci strinjajo, ne, da je Kitajska tisti novi ključni nasprotnik. Je pa se mi zdi veliko vprašanje, pač, ali je to samo ekonomski nasprotnik, politični nasprotnik, ali je pa to tudi dejansko, če bo postala vojaški nasprotnik. In se mi zdi, da to tretje si lahko pač vsi na svetu upamo, da ne bo do tega dejansko prišlo. Je pa pol veliko vprašanje, ja, kako se bo to reševalo, po kakšni strategiji bo potekala ta konfrontacija. In se mi zdi, da Trump je že v svojem prvem mandatu in tudi zdaj, kar govori, jasno povedal, ne, da on pač, da njemu se zdi najbolje, da se carinske tarife uvede, tudi 100% ali še več. Na tak način po eni strani zaustavi izvoz kitajskega proizvoda v Ameriko, po drugi strani pa tudi s tem lahko reči, da ščiti ameriškega delavca. Veliko problemov je s tem, samo en problem, ki je povezan s tem, je, da vemo, da Kitajska ključno za njih in za njihovo prednost zdaj v svetu je to, da so na področju zelene tehnologije, se pravi električni avtomobili, tudi čipi, tudi fotovoltaične celice. In to, da bo Trump postavil tarife in potem še, v bistvu, on je že jasno povedal, da on bi rad prepovedal elektronske avtomobile in da bi v bistvu, čeprav so ameriški proizvodniki avtomobilov rekli, da hočejo imeti večjo regulacijo, da bi morali prešaltati, da bi jim vlada s tem pomagala, je Trump rekel, ne, jaz ne verjamem v okoljsko krizo, mi bomo kar ostali na bencinskih avtomobilih, na tej stari tehnologiji. Ampak je pa Elon Musk, na primer, velik podpornik Trumpa, ne, pa vemo, da Elon Musk ima pa popolnoma svojo Ja, Elon Musk je zgodba zase, ampak hočem reči, da se mi zdi, da problem je v tem, če bo iz tega vidika je problem to, da bo v bistvu Trump po eni strani bo hotel blokirati Kitajsko s tem, da postavlja te tarife, po drugi strani glede svojo okoljevarstveno politiko oziroma da ne verjame v to, pa v bistvu še dodatno Ameriko hendikepiral, da bi ta zaostanek nadoknadila. Prav v teh zelenih tehnologijah, ki bodo verjetno odločale, katera ekonomija, katera država bo vodilna v svetu v naslednjih 50-100 letih. Tako kot je bilo 20. stoletje, v bistvu stoletje bencinskega motorja, bo verjetno 21. do 22. stoletje zelene tehnologije. In tukaj se mi zdi ključno, da Amerika tega ne pozabi in da izkoristi morda tudi kakšne carinske tarife za to, da nadoknadi ta zaostanek, ne da si ga še poslabša in da ostane še dlje na tej stari tehnologiji, da ustraja še dlje s to staro tehnologijo in da ne investira v te nove. Tako da tle se mi zdi ključno in tudi mi je zelo zanimivo, da Kitajci nekako navijajo za Trumpa prav zaradi tega, ker oni vidijo, da bo to prednost za njih. Ker če bo Amerika ne bo te tehnologije razvijala, se bo čisto zaprla, bodo oni še večjo prednost imeli in bodo lahko svojo tehnologijo prodajali po celem svetu, tako kot je Amerika v drugi polovici 20. stoletja po celem svetu svojo tehnologijo prodajala in s tem tudi pridobila zavestnike. In zato pravijo pač na kitajskem Trumpu, da je on graditelj naroda, ampak oni mislijo graditelj Kitajske, ker v bistvu njim pomaga s tem. In tle se mi zdi, da, kot pravim, vsi moramo upati, da ne bo tle prišlo do vojaškega spopada glede Tajvana, čeprav seveda se mi zdi, da Amerika verjetno ne bo o tem odločala. Je pa ključno, se mi zdi, ta
ekonomski pa politični, ta tekma bo pa sigurno šla naprej in tle je treba biti zelo pameten in investirati, ker ta tekma se bo odločila ne drugo leto ali čez 5 let, ampak čez 20 let bomo šele videli, kdo je tle uspel zmagati. In tukaj, ampak je pa treba že zdaj graditi ekipo, ne, če lahko tako rečemo. Vi ste bili dolgo časa tudi dopisnik z Kitajske, zato zdaj vprašanje, Kitajci, nad koga bi si raje izbrali? Res drži tako, kot smo slišali, da je Trump morda njim nekoliko bliže, ali je v resnici vseeno? Kitajci so toliko pametni, imajo več tisočletno zgodovino države, da se ne bi opredelili, kdo bo, še posebej, ker se ne vtikajo v notranje zadeve nobene države. Kitajci trgujejo z levimi, z desnimi, s komerkoli. To pomeni, na tej formalni ravni je Kitajska absolutno nevtralna. Ona bo sodelovala z vsakim, ki bo zmagal na ameriških predsedniških volitvah. Njihov cilj ni vojna. Če pogledate, kaj so Kitajci v svojem notranjem razvoju naredili, oni so v 40 letih, imate vi srednji sloj, zgradili državo, takšnega napredka v zgodovini civilizacije ni storila še nobena država. To pomeni, da oni vejo, vojska uničuje, ne pa gradi. In tudi Jack Ma, ta milijarder kitajski, ki so ga zdaj malo prizemljili in ne govori več, ker je imel neke preveč radikalne ideje, je vprašal Američane, je rekel, vi imate 35 tisoč milijard dolarjev dolga. Je rekel, kam ste ta denar dali? 20 ali 25 tisoč ste zapravili za vojaške intervencije, za orožje, mi pa gradimo infrastrukturo doma po svetu in to pomeni, če bi se vi opredelili za drugačen razvoj, bi tudi vi danes dosegli take uspehe, kot jih imamo. Mi to pomeni, absolutno je to, kar se danes dogaja, posebej v Združenih državah Amerike, ta vojna stranka, to pomeni, Kitajska je avtoritarna, je nevarna, bo napadla Tajvan, bo svetovna vojna. To absolutno ni res, ker tudi absolutno Tajvan je integriran v kitajsko ekonomijo. Kitajci uvozijo iz Tajvana 70% čipov. Če oni zbombardirajo Tajvan, je tudi kitajska ekonomija na tleh. To pomeni, njim ni v interesu, da pride do kakršne koli vojne. To pomeni, in tudi Kitajci absolutno, zdaj, ko se to govori, kdo bi imel koristi od te vojne? Samo Američani, nihče drug. In jaz mislim, da bodo Kitajci vse storili, da do tega ne pride. Bodo pa, če pa pride do nekih provokacij, če bi Tajvan poskušal razglasiti neodvisnost ali kaj takega, bo pa prišlo do vojne, bodo pa Kitajci, to pa sploh ni nobenega dvoma, branili pač svojo suverenost, ker formalno, pravno, po vseh sporazumih, ki so trije bili veliki podpisani med Ameriko in ZDA, so Američani priznali, da je Tajvan sestavni del Kitajske. To pomeni, in tukaj je to, in jaz mislim, da je treba storiti vse, da Tajvan ne bo postal nova Ukrajina, kar je velika nevarnost. In jaz mislim, tukaj še ena stvar, da Evropska unija vodi totalno napačno politiko do Kitajske. Razglasili smo jo za strateško tveganje, absolutno na mesto, da bi sodelovali, se konfrontiramo in pogledajte, kaj se sedaj dogaja. Nemčija, en dobršen del problemov, glavni problem so seveda visoki stroški za energijo in tako naprej, ampak recimo Volkswagen izvozi tretjino svoje proizvodnje na Kitajsko, če se to zapre, kar se zapira, bo to povzročilo veliko krizo v Nemčiji, potem pa v celotni Evropski uniji. To pomeni, da absolutno Evropska unija na mesto, da zaostruje, uvaja sankcije proti Kitajski, bi se morali začeti dogovarjati. Je pa nekaj res, da ne moremo samo mi uvažati iz Kitajske, nič pa izvažati, ker vi imate danes na teden pride v Evropo po železnici 30 velikih kompozicij vlakovnih, ker vozijo industrijske izdelke, nazaj pride pa samo 7 kompozicij
iz Evrope v Kitajsko, ki so pa s čem napolnjene, z mesom, z vinom, sirom in takimi zadevami, ne pa z visokotehnološkimi stvarmi. In jaz mislim, da je tukaj še ena stvar, da bi moralo priti do delitve dela in tukaj Evropa zaostaja. Zakaj? Poglejte, na Kitajskem imate vi danes 20 velikih avtomobilskih tovarn, ki so se začele povezovati v te verige. V Evropi tega nimamo. Edini evropski velik projekt tehnološki in industrijski je Airbus, ki danes zelo dobro deluje, ki konkurira Boeingu, še posebej, ker ima velike težave, ampak takih projektov nimamo. Na mesto, da bi se Evropa združila, pa začela sodelovati, se gremo mi za konfrontacijo. Ampak kitajski trg je tako velik, da mi, tudi če ga vse zapremo, Kitajci so zdaj dobili skupino BRICS, ki bo imela drug teden sestank, eno veliko tržišče, velike sodelavce, in oni tudi, če jih Evropa kompletno zapre, da se zapre za kitajski trg, za kitajske izdelke, isto Združene države Amerike, bodo oni začeli izvažati, kar že delajo v ostale te države svetovnega juga, in to pomeni, da je strategija, ki jo vodijo in ameriške politične elite, jaz govorim zdaj pa predvsem tudi v Evropi, Evropska komisija, do Kitajske popolnoma zgrešena. Namesto, da bi poskušali nadaljevati z nekim sodelovanjem, se gremo konfrontacijo, v kateri ne moremo dobiti. No, zdaj, ker ste kolega Uroš omenil, seveda, naprimer, visoki stroški materijala in dela v Nemčiji. V veliki meri je to posledica tega, da so Američani in Poljaki razstreljali Severni tok. Evropa je dobivala plin in nafto po nizki ceni, sedaj to dobavlja Amerika, razmerje je 1:7, prav 7krat višjo ceno zaračunavajo Američani in seveda, jasno, da so nemški izdelki nekonkurenčni, če ima take visoke vhodne materialne stroške. Ukrajinci so bili, tako pravijo obveščevalne službe. Ja, Ukrajinci, ampak da so bili videni tudi poljski pa ameriški helikopteri. Za kuliso, oni so bili za kuliso. Problem nemške avtomobilske industrije, ja, seveda oni trpijo tudi zaradi večje cene nafte, ki se zdaj uvaža pač iz Amerike, ampak tudi zaradi tega, ker oni so enostavno Volkswagen in vse te firme so malo zamudile vlak z elektronskimi avtomobili. Električnimi, mislim. Ja, električnimi avtomobili. Oni bi morali v to že pred 10 leti investirati in niso. In oni zdaj pa še zmer to staro tehnologijo, ki je sicer med najboljšimi, ampak tudi tle se mi zdi, da je ključno, da je predvsem nemška avtomobilska industrija izgubila neko kredibilnost, ker so bili te škandali okoli dizelskih vozil, ki so v bistvu izpuhal, ko so golfali na teh izpitih, ki so imeli prav poseben program, da se je vklopil takrat, ko se je testiral. In tle se vidi, da so že oni tako izgubili. In pa še tle zaostaja spet Evropa. In zdaj Evropa se bo zmer, in Amerika tudi se bo zmer zglasujejo, da je tukaj problem, da Kitajci imajo toliko v bistvu državne podpore dajo tem industrijam, da lahko oni pod ceno proizvodne prodajo avtomobile. Ampak glejte, pa se jo dajajo tudi Američani, poslušaj, samo v drugi obliki. Kitajci to javno razgrnejo, kako pa v Združenih državah Amerike pa kupujejo vojaške izdelke od Boeinga, od ne vem kjerih, po zelo visokih cenah in potem to prelijejo v izdelke. Da ne govorimo o Evropi, lejte subvencioniranje kmetijstva. Evropejci Američani se sam pritožujejo, namesto bi še oni podpirali industrije in šli mi se igramo dvojno igro in jaz mislim, da se je zgodilo nekaj, da in Washington in Bruslju vodijo na dveh področjih povsem napačno politiko. Prvič, da ustvarjajo položaj in atmosfero, v kateri probajo dokazati, da bo Kitajska napadla Tajvan in cel svet. Prva teza, ki ne drži, in druga teza, da bo Putin, če bo zdaj zmagal, da bo do kompromisa prišlo do konca vojne, da se samo pripravlja, da bo zasedel Evropo. To je absolutno nemogoče, ker prvič
Še Ukrajina moč, ne more, ne? še Tretjina moč, ne more. tudi gospodarska moč. Rusija se ima malo večji BDP kot Španija ali pa Italija. Drugič, 140 milijonov ljudi, v Evropi jih je 450 milijonov. Drugič, samo evropske članice NATO na leto namenijo za oboroževanje okoli 420 milijard dolarjev ali evrov, ne mesedi, da dolarjev. Medtem ko Rusija in Kitajska pa nekaj 300, zdaj mi pa povete, 300 milijard na leto, kdo koga ogroža. Jaz mislim, da je, in tukaj je nekaj treba priznati, da bi se vrnil pomalo v zgodovino, da je že Bismarck, največji kancler, pa največji državnik, ki jih je sproducirala Nemčija, ugotovil, da so dobri urejeni odnosi med Rusijo in Nemčijo so ključ za evropsko stabilnost. In to se je danes spet pokazalo. In jaz mislim, Evropa je del evroazijskega kontinenta in je normalno, da bomo trgovali z Rusiji, ker imajo tržišče, ker imajo surovine, ki jih mi nimamo, da se bo potem to razširilo na Kitajsko, ki je tam za vratmi. Ampak kaj to pomeni? To pa seveda pomeni prevrednotenje mednarodnih odnosov, na kak način. V tem primeru pa Združene države Amerike veliko izgubijo, ker če pride do povezovanja Evropa, Rusija, Kitajska, potem Združene države Amerike odpadejo. Zato je bilo, jaz mislim, v središču ameriške politike, tudi v obdobju hladne vojne, preprečiti sodelovanje med Nemčijo in Rusijo, ker bi na ta način tudi preprečil sodelovanje med Evropo, Rusijo in Kitajsko, ker v tem primeru je konec Pax Americane, je konec ameriške hegemonije. In Američani, sam še to rečem, se niso sprijaznili s tem, da ne bodo več edina svetovna velesila, od katere bo vse odvisno. A je to res ta bojazen v Ameriki, ki je tako močna, da bi izgubili to bitko za Kitajsko ali pa, praktično zdaj s Kitajsko? Mislim, se mi zdi, da je. Vsaj to ekonomsko bitko, seveda Američani pač so zelo profitirali od tega, da so imeli to neko hegemonialni status v svetu, da je bila ta Pax Americana, seveda pač se mi zdi, da vsaka država, ki bi imela tak status, bi ga hotela obdržati. To se mi zdi tako sporno. Saj se mi zdi, da tudi Kitajci, da iščejo nekega ravnovesja. Oni bi radi, da bi sami izoblikovali svet po svojem. Ni res. Oni govorijo o tripartitna delitev, multipolarna delitev sveta. Multipolarna, pa pogledajte tudi v okviru BRICS-a, ko se govorijo, ko bojo valuto naredili. Normalno bilo, vsi so mislili, juan bo, ne, sami so se odpovedali. To pa oni imajo, in tukaj je treba vedeti, da položaj Amerike in položaj Kitajske sploh ne da primerjati. Američani imajo 2 vazalni državi za svoje sosede, pa 2 oceana. Kitajci imajo 14 sosed, od katerega imajo 4 jedrsko orožje, in Kitajska nikoli ne more imeti takšnega mesta v mednarodnih odnosih avtoritarnega, kot ga imajo Združene države Amerike. To pomeni, Kitajska je že zaradi svojega geopolitičnega položaja prisiljena na sodelovanje. In če vi pogledate v zgodovino Kitajske, kaj je bila? Kitajska je bila vedno trgovska sila, ki ni osvajala z orožjem, ki je ustvarjala z izdelki. Nisem specialist za kitajsko zgodovino, ampak tudi moram pa reči, da če tako pogledate, tudi Amerika ni takoj po drugi svetovni vojni bila hegemonialna in vse delala tako, kot dela zdaj. Dejstvo je, da to se je počasi razvijalo in te odnosi so se počasi razvijali. Tudi Amerika je delala Marshallov plan in vse drugo in je šele pol začela, ko je dobila ta status, je začela pač tudi pritiskati bolj na svoje zaveznike. In tudi se mi zdi, da Kitajska morda zdaj se kdaj odpoveduje, ampak če pogledate, kakšne sporazume so morali podpisovati države recimo v Afriki, da so bile del te dolge svilene poti. To so zelo izkoriščevalne pogodbe, ki v bistvu so se te države mogle zelo zadolžiti in sposoditi denar od Kitajske, in potem, če se te pogodbe prekinejo, to postane last Kitajske. Kitajska se mi zdi, da tukaj ni tako nedolžna. In tudi, če pogledate v tem poslu, oni zelo trda pogajanja vodijo in so pogodbe, ki so
tudi, mislim, se mi zdi dosti bolj stroge in iz velikih pogledov dosti slabše za te države, kot podobne pogodbe, ki jih je Amerika sklepala preko mednarodnega denarnega fonda in preko teh mednarodnih organizacij, preko katere je Amerika tudi gospodarsko svojo hegemonialnost nekako izvajala. In to je vodilo, da je vseeno bilo to malo umiljeno, kot se sedaj pač dogaja na Kitajskem. Če pogledate to, kar se v Afriki dogaja... Poglejte, Kitajska banka za AIII, kako se reče, za investicije in infrastrukturo, so jo ustanovili zato, da daje kredite pod boljšimi pogoji, kot jih daje Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad. To pomeni, da ne morete vi, zakaj, če bi bilo res to, kar vi trdite, da Kitajska samo izkorišča, ne bi ustanovili takšne banke. In drugič, Kitajci, še nekaj bi rad opozoril na neko bistveno stvar, ki jo Evropa in Zahod ne razume. Kitajski način razmišljanja in investiranja je drugačen, kot je evropski. Svetovna banka ti odobri nek projekt, če ta projekt po določenem obdobju, oni pravijo grace period, ne vem, je to 5 let, koliko ne bo, potem mora to prinašati dobiček. Če to ne prinaša, se to ne izvede ta projekt. Kaj pa Kitajci, glede na to, da imajo veliko kapitala, ki so ga sami privarčevali in dobili. Poglejte, v Keniji, ta Mombasa, Nairobi, železniška proga, absolutno ne bo pozitivno poslovala, ne bo. Je premehen, ampak kaj se dogaja? Kitajci so prenesli svoj model razvoja iz Kitajske in oni gradijo železnice, oni imajo, ne vem, čez 30,000 kilometrov železnic, od tega je samo 10% železnic, hitrih železnic prinaša dobiček. Vse ostale ne prinašajo, ampak kaj se zgodi? Zgodi se to, da ob teh železniških progah nastajajo mesta z ljudmi, z novimi tovarnami, tehnologijami in to počasi začnejo pridejo v situacijo, da lahko začno odplačevati dolgove. Isto se je zgodilo tudi na tem Mombasa, Kenija. To pomeni v določenem to, kar zdaj govorijo Svetovni banki, da ni upravičil, res ni z današnjega zornega kota, ampak čez 10-15 let bo pa to nukleosenga hitrega gospodarskega razvoja, recimo Kenija. In tukaj je ena bistvena razlika in jaz mislim, da tukaj mora priti tudi na nivoju podjetnikov, ne samo politikov, ki to ne razumejo, do nekega drugega razmerja, da Kitajska zaradi svoje velikosti drugače razmišlja, kot razmišlja Zahod in da so neke pogodbe, so pa če neka stvar ne prinaša dobička, ne more pač delovati. Glejte, sam to na hitro da povem. Prav imate, pač oni dajo posojila pod nižjimi obrestnimi merami. Ampak dejstvo pa je, da recimo ponavadi, če se preko neke zahodne investicijske banke, lahko pol se ustanovijo firme, ki pol lokalne delavce najamejo. Kitajci pa pošiljajo kitajske delavce tja, da to delajo in problem je v tem, zakaj zdaj afriške države se tokrat kesajo, zaradi tega, ker njihova ekonomija, njihovo ljudstvo od tega nima nič. Delajo kitajski delavci, pridejo noter in se ustanovijo mesta, ampak ves dobiček gre pa nazaj na Kitajsko. In to ne prinaša tem državam. Zdaj, ali bo čez leta to prineslo kaj? Mogoče. Problem je v tem, da če se ne ustvari dobiček, če se te zadeve ne odplačajo, so v teh pogodbah klauzule, da ta pristanišča, da te železnice vse postanejo last Kitajske. In to tudi se mi zdi za dolgoročni razvoj teh držav ni dobro. A lahko je še eno, pa sicer zelo zanimiva debata, ampak bi se morda vrnil sam na Ameriko, ko smo ravno pri gospodarstvu. Ko sem gledal gospodarske podatke, v Ameriki še nikoli niso bili tako uspešni, tako nizka brezposelnost. Zdaj so končno malce umirili tudi inflacijo, kar pomeni nižanje obrestnih mer. Tokrat se zdi, da res hitijo, s tem malce pomagajo, sicer demokratom pravijo, potem izvoz. Dobro, ta posebni steber je zadolževanje oziroma dolg Amerike, ampak s tem se v Ameriki kaj preveč ne ukvarjajo. A ni to nenavadno? Potem pa rečejo, dovolj imamo Bidna, kljub temu pa, da najbolje živijo, kar so kadarkoli živeli. Pa veš, zakaj imajo tak izvoz? Zaradi vojaške industrije, kompleksa, ki ustvarja skoraj 40% novih. Že, ampak gospodarske razmere so najboljše. Če bo pa mir, bo pa kaj? Da, ampak zakaj potem rečejo Američani, dovolj imamo Bidna, dovolj imamo te administracije, ne bi imeli nadaljevanje tega. Kaj torej
Jaz se mi zdi, da tle smo spet pri tem, kako ljudje gledajo na stvari. Ne. Zdaj se je govoril Amerika, da ni bila v recesiji. Ne. Cel čas je šlo vse dobro, ampak da je bilo to vibe session. Ne. Da pač ljudje so imeli slab občutek in tudi na anketah so vsi govorili, ja, sej meni gre dobro, ampak se mi zdi, da na splošno državi gre slabo. Ali vidim, da meni gre dobro, ampak jaz teh podatkov, da gre vsem drugim dobro, ne vidim. In tudi, zdaj smo tudi videli, da v zadnjih parih administracijah, da ko se je predsednik zamenjal, kar naenkrat so tisti, ki so prej mislili, ko so bili podporniki demokrati, da je prišel republikanski predsednik, ok, zdaj pa je ekonomija slaba in obratno. Se pravi, velikrat se mi zdi, zdaj to je tudi ta nekako zdaj prepojenost politike, da ljudje tudi tolmačijo svoje razumevanje svojega stanja, ekonomskega stanja preko politične, preko tega, kdo je na oblasti. In takrat, ko je demokrat na oblasti, tudi če gre meni mogoče malo slabo, če sem jaz demokrat, se mi zdi, da mi gre dobro. In če sem republikanci in je republikanci na oblasti, tudi če gre meni slabo, vseeno se mi zdi, da gre boljš. Se mi zdi, da ljudje dejansko ne razmišljajo oziroma ne gledajo podatkov in dejanskega stanja in reče, ok, zdaj se dobro počutim, ampak to so počutja. In počutja niso samo povezana z dejstvi in s tem, kako gre po podatkih uradno dobro. Saj tudi zato Trump skozi govori, ja, to so te Bidenovi, to je globoka država, ki ima lažne podatke in takrat, ko sem jaz na oblasti, je še večja rast, so spet lažni podatki in s tem tudi še zasaja te dvome v statistične urade Amerike, ki bi se Amerika trenutno vodi. To so najboljši podatki, ki jih imamo. Koliko gre denarja v Amerike v proizvajanje teh podatkov. In tle se mi zdi, da tudi spet ljudje so nekako izmer bolj odklopljeni od realnosti, ker zmeri bolj pomembni postajajo sam te občutki. Te občutki so zmeri bolj politizirani. Zdaj, pač ni sam Trump se to kriv, to je zdaj v Bidenovih letih je bila visoka inflacija, ljudje imajo, cene so porasle, se svojim dohodkom bistveno manj lahko kupijo kot za časa Trumpa, pravi, da je povprečna družina izgubila povprečno $1000 v teh letih, ni čisto to, kar govorite. Druga stvar je seveda to, da ekonomija sicer je zelo pomembna, ne? Vendar je naprimer druga stvar je naprimer ponovadi imigracija. Imigracija, veliko Američanov je dejansko, tudi sami Latinoameričani smatrajo, da je imigracija preveč, ker vidijo, da jim imigranti odvzemajo delovna mesta, znižujejo plače. Ampak brezposelnost je najnižja v zgodovini. No, trenutno ja, ampak kljub temu, ne, se naprimer zdaj je zanimivo, da Trump dobiva precej podpore ravno med tistimi manjšinami, se pravi med črnsko manjšino, med Latinoameričani, ki bi morali podpirati Harrisova. Se pravi, oni vidijo v teh odprtih mejah in seveda tudi zdaj v tem, da bi tem milijonom imigrantov podelili volilne pravice, vidijo neko ogrožanje svojega statusa. Se pravi, tu je pa sigurno en minus. In druga stvar, seveda gre Ameriki trenutno dobro, ampak torej številni mislijo, da jim je v obdobju Trumpa šlo bolje. Ne? Dobro, te trenutki podatki, verjetno je tudi malce prirejanja podatkov statističnih, tudi v prid demokratov sedaj, da bi pridobili na volitvah, vendar torej dejansko mislijo, in pa seveda politika je drugačna. Trump je za deregulacijo, medtem ko demokrati poudarjajo regulacijo, poudarjajo vlogo države, podržavljanje privatnega zdravstva. Tako da glasovanje kaznjencev, to so nekatere stvari, ki morda za Američane, torej ni samo ekonomija, je pa tudi ekonomija, da jih veliko misli, da jim je šlo bolje pod Trumpom, tako da tu ni enoznačno. Je pa dejstvo, da zglih prejšnji teden je bila velika raziskava, da v bistvu prav te politike, ki jih Trump napoveduje, da bo carinske tarife dvignil in vse to, da bo povzročil še večjo inflacijo. No, Trump je, naprimer, kar se tiče električnih avtomobilov, Trump je že sprejel 100% carine in je pritisnil na Evropsko unijo, da naj sprejme, mi smo sprejeli tam nekje od 18 do 30%. Ne? To je vse diktat Amerike, Evropi in Evropa to sprejema. Ja, ampak dejstvo je, kot pravi, ta percepcija postane zmeri bolj pomembna in tudi ta percepcija se zmeri bolj politizira. Ne? Ja, ampak tle je ta problem, vsi govorijo o polarizaciji. Te vaše raziskave, ki ste omenili, to je prodemokratska. Trump je pa, na primer, svoje raziskave dal, ki mi pa napovedujejo vodstvo. To ni res. Zaradi tega, ker prav ta organizacija, ki je to organizirala, oni so podprli republikanskega kandidata na zadnjih 6 volitvah in zdaj prvič ne bodo podprli.
Zdaj, prav zaradi tega, ker Trump ni mainstream republikanc, kot smo ga poznali v zadnjih 20 letih, glede deregulacije in vse. Trump hoče zelo močno vpeti državo v ekonomijo. On je zelo spremenil republikansko stranko, kar se tega tiče. No, ampak še vedno manj kot demokrati. Ne? Jasno, da je desna ekonomija, liberalna ekonomija čisto nekaj drugega. Trump ni konservativc, desničar, Trump je populist. In on tudi hoče voditi populistično ekonomijo. In to bo šlo na drug način. Glih problem je v tem, da Trump hoče obdržati to konservativno idejo, da se manjša davke, hoče pa istočasno povečati investicijo države in vpliv države znotraj ekonomije. Torej hoče več zapraviti in manj not prinesti. Kar bi povečali javni dolg. Ne? In te pa pravi, da bo odrešil javni dolg v 5 letih s tem, da bo manj not prinesel in več izdatkov imel. To je pa to. Ja, ampak to je nižanje davkov je vedno popularna stvar. V bistvu ta javni dolg, ki ga imajo 35 000 milijard, sploh ne skrbi, ker dokler bo dolar osnova svetovnega monetarnega sistema, dokler bo to vodilna rezervna valuta, v katero vlagajo 60% vlog deviznih rezerv, je še zmeraj v dolarjih, njih to ne skrbi. Zakaj? Tudi Kitajci, ki so imeli v določenem trenutku več kot 1200 milijard dolarjev v ameriških državnih obveznicah, so hoteli začeti to prodajati hitro. Če bi to zgodilo, bi prišlo do svetovne gospodarske krize, ki bi tudi Kitajci bi izgubili več denar, zato so Kitajci ta proces bistveno omejili. Ampak kaj je Amerika v današnjem sistemu, kot je, to pa poskušajo države BRICS spremeniti, ampak to bo proces, ki bo trajal veliko let, se to ne more zgoditi. Zakaj? Ker Američani lahko preprosto povišajo inflacijo in razvrednotijo svojih 35 000 milijard dolgov in to bomo potem vsi, cel svet bo to plačal. Zato njih absolutno to ne skrbi, zato kongres podpisuje vse sporazume vojaške, šenkujejo denar levo in desno, ker na koncev to koristi ameriške ekonomiji. Če vi pogledate od vseh teh 200 milijard dolarjev, ki so jih Američani investirali v Ukrajino, je 2/3 ostalo v Združenih državah Amerike. To je bila vojaška industrija in tako naprej. Samo nekaj je šlo v Ukrajino, še od tistega nekaj, recimo 30%, je skoraj polovica šla v korupcijo vodstva Ukrajine. To pomeni, da absolutno s tem, ko stimulirajo vojno Američani, recimo v Ukrajini, financirajo tudi svoj gospodarski razvoj. In veste, in še nekaj treba vedeti. Treba vedeti, da se je velika depresija v 30 letih, ki je bila svetovna, v Ameriki je bila, polje Roosevelt probal to z New Dealom rešiti, se je končala šele ob koncu druge svetovne vojne, ko so Združene države Amerike ustvarjale skoraj 50% svojega svetovnega bruto proizvoda. Danes se dogaja isto, Američani zato beležijo tako dobro gospodarsko rast in take dobre rezultate zaradi vojne industrije. Moram pa opozoriti še nekaj, da se je pa podoben proces nažalost začel dogajati v Evropi in da Nemčija kot največja, od nemške ekonomije, ki je največja v Evropi, odvisno seveda celoten naš standard pa stanje evropske industrije, ko so Nemci izgubili tehnološko tekmo z Kitajci, ne samo na področju avtomobilov, ampak tudi postopoma drugih industrij, so se obrnili na vojaško industrijo. In danes na mesto, da bodo Nemci izvažali po svetu Volkswagen avtomobile, izvažajo Tigre, tanke. To pomeni, da so se opredelili, da se Evropa pod vodstvom von der Leyenove opredeljuje za vojno ekonomijo. Zato so med drugim Evropejci tako trdi, kar zadeva pogajanja z Ukrajino, nadaljevanje vojne in tako naprej, ker to pomeni, da se bo Evropa, Nemčija, poskušala na osnovi vojne industrije izkopati iz sedanjih hudih težav, ki jih ima. In jaz mislim, da dokler na tej fronti, tukaj ne bo prišlo do neke spremembe, da bo v Evropi prišel ven na površje nek državnik,
tipa Brandt, ki bo imel neke druge ideje, kot jih imajo sedanji politiki, se ne bo nič spremenil in toliko časa bo Evropa zaostajala in drugič bi Evropa se odkrito pripravlja na vojno z Rusijo in Kitajsko. Lahko kar počasi zaključimo, ker vem, da bi lahko še veliko tudi v Evropi govorili. Čisto za konec, ravno o državnikih, no, če bi vas takole vprašal, kaj nas čaka v naslednjih 5 letih pod Trumpom ali pa kaj nas čaka pod Harrisovo? Se mi zdi, da tlele je zelo težko napovedovati, ne, seveda tudi pač predsednik tle nima proste roke, da vse sam dela. Dejstvo je, da nekako prej v povojnem obdobju smo imeli v bistvu na začetku nek bipolarni sistem, pol nek unipolarni sistem in ta dva sta oba, če ne bolj stabilna, saj bolj predvidljiva. Multipolarni sistem, ki se zdaj izoblikuje, bo zmeri bolj nepredvidljiv. Bomo videli tudi, da se lahko različne države povezujejo, tudi dosti bolj se lahko s kakšnim konfliktom vse skupaj destabilizira. Torej se mi zdi, da v vsakem primeru prihajamo v neko obdobje, ki bo bolj nestabilno, če pa bo pa res še to obdobje zaznamovalo še to, da bo v bistvu, da bo zdaj tekma, kdo bo novi hegemon, pol je pa to še bolj nevarna situacija, kjer se lahko pač neka strateška napaka zelo hitro kaznuje z veliko vojno. Zdaj se mi zdi sigurno iz tega vidika je Harrisova bolj v tej nepredvidljivi situaciji bolj predvidljiva izbira. Bolj vemo, kaj bo ona naredila. Zdaj sicer Trump se zelo sklicuje na to Nixonovo tezo madman theory, da včasih je dobro, če se pokažeš, kot da si malo nor, da te pol ljudje malo bolj poslušajo in se malo ustrašijo tega, kaj boš naredil. Ampak se mi zdi, da v taki nestabilni situaciji se to tudi lahko zelo hitro kaznuje. Torej se mi zdi, da tle je bolj vprašanje, ali bo bolj predvidljiva politika, ali bo pa bolj nepredvidljivo in s tem tudi večji riziko. Zdaj, seveda pač, kot pravi, se mi zdi, da velikrat tudi Trump sam ne ve, kaj bo naredil. Vsi tudi pravijo, da on ponavadi hoče tisto narediti, kar bo je ta zadnji svetoval, oziroma zadnji, s katerim je govoril, svetoval. In da je zelo iz tega vidika, da nima nekega trdnega mnenja in da se ga zelo da prepričati. Je pa seveda problem, da niti ne vemo, kdo bo, da v bistvu on je že v prvem mandatu nekako izrabil vse te republikance, ki so imeli neko ozadje, ki so imeli tudi izkušnje na tem področju. Niti ne vemo pač, koga bo pridobil, razen to, da bo Stephen Miller vodil njegovo migrantsko politiko, niti ne vemo, kdo bo tam. In je jasno tudi že Trump napovedal, da v tem drugem mandatu ne bo več teh odraslih v sobi, ne, adults in the room. In to se mi zdi, da je še dodatno nek riziko, da ne bo več teh izkušenih ljudi. On tudi pravi, da bo probal odpustiti vse stalne birokrate znotraj vseh agencij, s tem bo tudi velika izguba znanja, tudi čisto iz praktičnega vidika, kako stvari voditi, kaj se je sploh v preteklosti dogaja, tudi institucionalnega znanja. In to se mi zdi, da zraven te njegove neizkušenosti, zraven te njegove labilnosti, se mi zdi, da pri Trumpu je res dosti večja možnost, da pride do neke res slabega rezultata, ki pa je seveda tudi možen pod Harrisovo, ker je pač svetovna situacija zdaj dosti bolj nestabilna, kot je bila v preteklosti. Gospod Ferfila, z vami bi pa končal. Ameriška družba še nikoli ni bila tako polarizirana, to tudi radi rečemo, ampak sej to velja danes tudi za Evropsko unijo, pa za marsikakšno državo v Evropski uniji. Videli smo, ko je Trump izgubil volitve proti Bidenu, je dejal, da so bile ukradene. Vemo tudi, kaj se je potem zgodilo, nekaj nepredstavljivega napada znotraj največje demokracije na svetu, dobro, Indije, pač znotraj Združenih držav Amerike. Vsaj najstarejši. Najstarejši, pa tako rečeva, ja, bo bolje, ja. Zdaj bo šlo tudi za vsak glas na koncu, kaže, ne? A se zna zgoditi,
kaj res nepredvidljivega in kako se bo ta Amerika potem, ker bo seveda še vedno zelo razdeljena, vendarle pobrala? Ali bodo šli znova že takoj v nov cikel za nove volitve? Ja, dejstvo je, da naprimer obe strani že sedaj vlagata potencialne sodbe proti rezultatom volitev. Že predčasno vlagata tožbe, se pravi, kar kaže, da bodo volitve morda najtesnejše v vsej zgodovini, to je ena možnost, da bodo res najmanjše, da se bodo odločale po sodni poti, kar seveda ne zagotavlja neke nadaljne stabilnosti ZDA in seveda jasno glede na vpliv ZDA v svetu tudi celotnega sveta. Vendar vseeno potem Američani nekako se mi zdi praktično stvari zapeljejo in razrešijo situacijo, morda z pravnega zornega kota, ne povsem, bi rekel, v skladu z zakoni, vendar so vseeno pragmatičen narod in potem je izplen takšen, da se stvar nadaljuje, ena stran popusti in gredo potem naprej. Tudi, naprimer, kar se tiče Harrisona, naprimer, njenih politik, naprimer, za njo je tipično značilno, da praktično skoraj ne ve, kaj je to politika. Njena spletna stran praktično sploh ni imela na področju politik, je bila nula. Ona je bila povsem nevešča, kljub temu, da je bila podpredsednica, naprimer, šele sploh ni sodelovala naprimer tudi v debatah, ravno zaradi tega, ker je bila tako šibka na področju politike. Res pa je, da bi ona bolj uporabila, bi rekel, tiste izkušnje in da se ne bi, ampak tudi to je, to, da bo Trump razpustil, ali kakšno zvezno agencijo razpustil, ki je bil na volitvah, to je v veliki meri seveda tudi torej njegova, bi rekel, populistična retorika, s katero pridobiva volivce. Res pa je seveda, da njegove te verbalne kikse Demokratska stranka zelo učinkovito izkorišča in ga demonizira, mislim, to demoniziranje Trumpa, to je preko vseh maja. On, ki je bil 4 predsednik, a je naredil kaj fašistoidnega, in naprimer tipična... Dovzemajo otroke staršem, to se mi zdi. Za nas, ki smo starši, je to nepredstavljivo, da bi, tudi če bi jaz prečkal mejo, da bi država vzame otroke in mi jih ne vrne in niti da zapiše, od koga so, to je fašistoidno, oziroma to je fašizem. Se upravičujem. No, ampak, naprimer, če bi pa on uspel zaustaviti migracije, kar večina Američanov zahteva, je pa bi tudi ta problem rešilo. Ampak seveda, Demokratska stranka gre načrtno v to hitlerizacijo Trumpa, kar je odlična volilna strategija, mnogo boljša kot Trumpova, ki je vseeno bolj, kar se tiče politik, nekje vseeno bolj dodelana, pa katera politika bo pa učinkovitejša, torej ali Trumpova, ali sigurno, da bo vsak prilagajal glede na svetovne razmere. Hvala vsem trem za zanimivo debato, na trenutku zelo burno, ampak to je to, kar pravzaprav dela take debate dobre. Pa še res je tako, da ko spremljamo Ameriko, to je res celoten kontinent, tukaj v Evropi pa včasih gledamo na to kot neko enoto, pa ni. Tam je kup zveznih držav, kup nekih interesov in na koncu, nažalost, ti interesi zelo vplivajo tudi na življenje na stari celini. Hvala vam vsem trem za poglede, vam pa hvala, da ste bili z nami. Do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.